Dober dan. Danes predmeta najine razprave ni treba posebej izbirati. Gotov si. Gotov si. Ampak dimenzij tega fenomena je pa veliko in veliko zanimivih in gre po mojem v prvi vrsti za vprašanje odkot. Odkot se je vzel ta gnev? Odkot se je vzel ta gnev? Je to težko odgovoriti, mislim, da ne. Ja, jaz mislim, da ja. No, daj, poskus. Se pravi, prvič, imamo nek povod, ki je neobičajen, radar, vendar gre za povod. Imamo politika, ki velja za lumpa. To čustvo je po mojem utemeljeno. In imamo kar precej razlogov za sum, da gre za človeka in da gre za skupino ljudi, ki so vpleteni v korupcijo. In gre za socialno stisko ljudi in gre za radikalno nezaupanje v politično elito, tako državno kot lokalno. Jaz mislim, da se je več tamle pri teh radarjih se je Slovenija zaozorčila. In v bistvu po mojem ne gre samo za povod, ampak gre kar za eno tako malo preslikavo vsebine. Poglej, radarji so parafraza zakona, ki ne deluje. Se pravi, je zakon, njegov namen je, da naj bi delal red na cesti. Privatiziran je ta zakon. Ja, se pravi, delal naj bi red na cesti. Že v osnovi so ljudje prepoznali, da namen sploh ni zato, da bi bila večja varnost na cesti, ampak zato, da nekdo bypassa proračunske prihodke. Torej, naredi neke navzven vzdržne finance, ki to niso, ko je denarja premalo, greš in ljudem izpuliš, se pravi, denar iz žepa. To se pravi, gre za logiko, da zakon ne služi redu, ampak služi črpanju denarja. Druga parafraza Slovenije v malem je ta, da gre za zasebno javno partnerstvo, v katerem zasebni partner dobi levi delež teh prihodkov. Ne vem, nekateri govorijo o 90%, nekateri o nekaj manj, ampak na vsak način izredno velik odstotek teh prihodkov, kar je goljufija in je svinjarija in parafrazira, kako bo v bistvu javni sektor vlekel kratko na račun pridobitniških interesov. In tretjič, seveda, gre pa za logiko neke politike, ki gradi samo sebe z alibijem nove demokracije, ki je razvezana za starim totalitarnim režimom in vse tako naprej. In v imenu tega se lahko priklopi na neoliberalni vlak in dela, kar hoče. In šprica demonstrante so živcem v oči. Ljudje so spontano, in ta spontanost je pravzaprav nekaj, kar je bilo logično in je bilo za pričakovati in je v bistvu dobra novica, če tako vzamemo. Zaradi tega, ker prvič se obrača ta logika, da je samo ena posvečena skupina nekih politikov tista, ki ima lahko v zakupu in v zgodovinskem spominu demonstracij, ki grejo njim v prid. Midva se oba dva spomnila, so že toliko stara, kako smo hodili na Roško, ko je bil Janša zaprt. Spomniš, ti si bil delal si na Radiu Študent. Imam malo tega v spominu. Megleno v spominu. Jaz sem bil anonimus, ki je bil vsak dan tam, ki je počel točno to, kar počnejo danes demonstranti in sicer protestiral proti aktualnemu režimu. In to spontano in brez dovoljenja. Brez politične agende, ampak čista civilno-družbena agenda in spontan protest človeka, ki mu ni bilo vseeno in imel tudi vsega dosti. In to se je preprosto zgodilo. Zdaj, nekateri politiki pač mislili, da si bodo skovali kapital na temo, pa se po mojem mnenju kar motijo. Včeraj se je Zoran Janković in njegova politična skupina so se pomešali med ljudi in poskušali prikazati, da so to njihovi ljudje in da gre za istorodne poglede. Jaz mislim, da je to dosti napačna percepcija. Vzemva mi da samo sina, Jurčka. Vzemva to logiko. Dobro, človek je nekomu dolžan 3 milijone evrov, oče za to ve. In potem pride rubežnik, dela nekakšno izvršbo in vse, kar izve lastnik in pa njegov advokat, je to, da se je na papirju preselil na Ciper. In potem oče nekaj govori o pravni državi,
hkrati je pa evidentno, da gre za manever izigravanja pravne države. Gre za popolnoma isto logiko. Ne? Mislim, če bi jaz naredil nekaj tazga, bi moj oče najprej bi mi jih dal za kepo in to krepko naložil, potem bi bil on tisti, ki bi se opravičil nekomu, kateremu bi jaz dolžen poskušal poravnati, če bi to lahko naredil. Ne? Potem bi pa poskrbel, da bi bilo mene sram. Če bi moj sin to naredil, ne? Bi mu jih jaz dal za kepo. Ne? Ja, mi bi imeli sestank, potem bi se pa šli poravnalno shemo. Ja, bi bili visoki toni udeleženi. Ja, ki bi jo potem tam skupaj, potem bi nam bilo zelo naroden. Tukaj pa, kup enega govorenja, hkrati predpostavka, da je pravna država invalidna in da se jo da izigravati in da bomo to tudi naredili. Eno rečeš, drugo misliš, tretjo narediš. Skratka, množica je preprosto naredila apolitični, res seveda globoko političen, ampak civilno, družbeno političen, etablirane elite, leve, desne. Jaz mislim, da v tej logiki nimajo nobenih možnosti, če se ne bodo usedle in naredile en zelo dober načrt, kako se izogniti zakonu ulice. In zakon ulice je mnogo bolj pošten zakon kot zakon, ki se sklicuje na ustavo, pa to ni. Ne? Ja, a je tebe presenetil način, kako je policija reagirala? Namreč, jaz sem pred očmi nekaj posnetkov, ne, ki se jih da videti na YouTubeu in to je genialnost teh novih tehnologij, ki omogočajo, da vidimo početje policije, ki si ga policija nikakor ne želi, da bi bilo vidno. Ne? Recimo, 5 sedečih na tleh mirno sedijo in jih policist tušira s solzivcem. Ne? To se mi zdi nekaj nepojmljivega in mi kaže na popolno nepripravljenost, pa hkrati tudi na razumevanje tistih, ki so sedeli v komandnem štabu varnostnih sil, skratka, da bi zadeve imeli na nek legitimen način pod nadzorom. Ne? Pa je spet nazaj v leto 88 in 89. Se spomniš takrat, ko je te kordone, ki smo jih seveda globoko prezirali, zaničevali, gledali zviška in sploh istovetili z tedanjo oblastjo, vodil jih je pa Čelik. Pavle Čelik. In to zelo inteligentno. Tako je. In on se je naučil o demonstracijah par stvari v Parizu, kjer se je izpopolnjeval. Par stvari pa v Ljubljani, od Janeza Winklerja. Tega ne poznam, ampak rezultat je bil viden. Takrat je partija, če hočeš, ali pa preobražajoča se partija, strahovito pazila na to, da ni šla čez rob tistega še dopustnega nasilja. Skratka, oni so ustavljali, res je to, da na drugi strani smo imeli pa tudi v demonstratih, med vodji demonstrantov smo imeli pa kulturnike in celo Igorja Bavčarja, ki so skrbno pazili, da so ljudi nagovarjali k dostojanstvu, k umirjenosti, k nenasilnosti, ne nasedajte provokacijama, se spomniš vseh tistih. Vse to se je zdaj spremenilo preprosto zaradi tega, ker je v bistvu civilno-družbena agenda in vsa ta gibanja so nekako zamrla, so šla izvajati in ljudje so se konvertirali. Vsi tisti, ki so takrat pomenili se zadnje s premijerjem, z Janšo, vsi tisti, ki so bili takrat nosilci nekega prevratništva ali pa neke druge logike, so zdaj v bistvu nosilci utrjevanja napačne stare logike oziroma ponavljanja jugoslovanskih oblasti iz leta 88. Igra se je obrnila. Ljudje mislijo, da so v svoji igri nezamenljivi in da si oni lahko privoščijo karkoli si hočejo. Vmes so se pa seveda zamenjale generacije in mladi ljudje, ki so soočeni za svojo lastno brezperspektivnostjo. V Ameriki je največ, kar je štelo v zadnjih tolikih letih, je bil tako imenovan opportunity of choices. Ljudina preprosto danes nima izbire, nima možnosti izbire, sporočajo jim pa samo to, da se zaradi prestižnih kapitalskih in političnih igric dolg povečuje in narašča do te mere, da bodo ta ene dve generacije morale padati v mrtvi tek samo zato, ker se ti ljudje ne morejo zmeniti, kdo bo ukradel. In ta spontanost je po eni strani oblika obupa, po drugi strani oblika jeze in besa in po tretji strani oblika kaotičnosti in neorganiziranosti, ki ima pa seveda v sebi po naravi revoluciji
ki jejo tudi lastne otroke, eno strogo racionalno jedro. Revolucije imajo racionalno jedro, kakorkoli obrneš. Ja, zdaj, po mojem vprašanju je to, veš, a se bo ta vidik demonstrantskega početja na nek način kultiviral ali se ne bo. Ne? Več, zdaj tako, da same manifestacije, ki se odvijajo okrog ognja, granitnih kock, transparentov in skandiranja, ne, imajo določene zametke nekega političnega govora. Ne. Ampak, če se bo ta vidik kultiviral, pa če bo več besed, pa manj granita, ne, potem bo to začel predstavljati, po moji oceni, zametek nečesa novega. Ne. Če bo pa ostal pri granitu, je pa to predpolitičen način protestiranja in je absolutno prekratek. Lahko, da zdaj ti govoriš o racionalnem jeziku, tle gre pa za nezavedne sile naroda, za nezavedne sile državljanskih pobud. Ampak to hočem reči, ne? Te sile je treba kultivirati. Ne? Morajo se artikulirati v jeziku, ki je razumljiv čim večjemu številu ljudi. Ne? Ja, mogoče je čas, da pač tudi intelektualna jedra vstopijo v to igro, kakorkoli že, ampak... Jaz mislim, veš, da je dobra novica to, recimo za Maribor, ne? Da se je tam zganil pomemben del tudi mariborskih intelektualcev, ne? Pa intelektualk, ki mislijo situacijo in jo probajo razumeti in probajo ta jezik prevesti v kultiviran politični jezik tudi. Ja, Vesna Godina včeraj na nacionalki zelo dobro povedala, da treba iti po vzročni verigi vse do začetka in potem se nazaj po verigi o posledicah pogovarjati. Ne? Za razliko od dr. Šturma, ki je v bistvu tako ignoriral vse elemente, na koncu je pa vzel iz fotrole ustavo pa rekel, treba jo spoštovati. Ne? Stvar ni tako enostavna. Iracionalnih množic ti v racionalno polje ne moreš spraviti za ukazom. In je to enako kot so radarji, ker radar je na koncu reprezentant ustave, je zakon, ne smeš voziti prehitro, moraš se prilagoditi temu in temu in temu, ne? Ampak ljudje so znali prebrati namen tega radarja. In vladavina prava je ravno v tem, da vzpostavljaš tudi neko pravno kulturo in pa politično kulturo in pa družbeno kulturo. Če je nimaš, potem vsebina pač ustave ne zmore spregovoriti v pravem pomenu besede. In ljudje so se zbudili na nezavedno, strogo racionalen način, ampak v izrazito iracionalnih legah, ne, navzven. Ne. In jaz osebno mislim, da gre to prepisati dvema zelo preprostima kmečkima dejstvoma. Če lok preveč napenjaš, poči, in če seješ veter, žanješ vihar. To je neka preprosta in še zelo preprosta logika in te logike se jaz preprosto ne bi bal, zaradi tega, ker je v bistvu elementarna psihologija množic in človeka, če hočeš, in je nekaj, kar na koncu koncev vzpostavlja psihično ravnotežje, bodi si posameznika, bodi si narodnega. Takrat, ko se človek zjeza, grejo pač stvari iz njega ven in narod se je zjezal. Očitno oblast bo to morala upoštevati. Dobro, v nedeljo ima pa volitve, ne? Ja. Bova to naslednji teden skomentirala. Ja. Razen, če bo kdo vmes že gotov. Ja, bo še zmeraj naslednji teden gotov. Ja. Hvala lepa.